ta komunikacija vadeči pa trener mora biti na nivoju prijateljstva, ne sme biti avtoriteta, dolgo noč, pa potem varovanca. Ali 1,59 ali pa 1,10, čisto iskreno, imamo kaj več od tega, nimamo, ne. Stipel tečeš, ne. Aha, ja, pol nisi nikjer dosti dober, zato tečeš stipel, ne. In na kar Jani Mulej, stara lokomotiva, pride mimo, ne, in takrat je vzel željo po teku. Tako da sem vodil ponovno finale do zadnjih, 800-600 metrov, ko so pa začeli navijati. Draga publika, drage dame in gospodje, 240. epizoda vašega najljubšega tekaškega podcasta za Gred, za tek in za 240 sem si poklical enega prav posebnega atleta, pa trenerja, pa nasploh človeka, ki je razpet med Postojno, Ljubljano, Gorenjsko, ne vem še vse kje, in to bi mi povedal. Klemen Virhar, dober večer. Lep pozdrav. A ti praznuješ Valentinovo? Ja, jaz ne, moja pa, tako da... Vsot je isto. No, ne bova preč o Valentinovem, ti pa praznuješ. Pred kratkim si rojsten dan praznoval, to pa praznuješ, ne, vsak let. Ja. Nažalost, vsako leto ga probam se izogniti, ampak ne gre. Mislim, Ja. zdaj jih imaš že skrt rosnih 27, a ne? To je, dober teden. Dober teden si že 27. Jaz se spomnim, no, spet, reminiscenca, ne morem mimo tega, ker sem dopolnil 25, se spomnim, sem tako razmišljal, zdaj pa že 30 bliže k 20, ne, in sem se kar malo zasekiral, ne, danes mi gre potem res na smeh, kako pa ti razmišljaš o svojih letih? Ja, v bistvu, dosti podoben. Tudi jaz sem se malo zasekiral, sem rekel, zdaj sem pa že čez pol do tega, da pridem do 30, ne. Tako da, ampak zaenkrat se dobro počutim v svojem telesu in leta niso ovira, pravijo, ne. Smo že pri teh stavkih. Noro. Mislim, jaz ti bom samo povedal, kako se ti bo tole zdelo, kar si zdajle povedal, tako čez 20 let šele smešno, a ne? Ampak, a veš, v tistem času, ker si zmer gledaš nazaj, ne toliko naprej, kako bo pol dober, mislim, kako je zdaj dober, pa bo pol še slabši, ne fecam se, to sem tako grdo rekel. 27 je najboljši, se počutiš v najboljši življenjski formi. Odvisno zakaj. Zdajle, ko sem začel dobro delati kot učitelj športne vzgoje, bi rekel, da nisem v najboljši formi. Me čaka kar še dosti njenega dela pa preizkušenj, ampak glede atletike pa bi skoraj mogoče res rekel, da so to neka leta, ko človek dozori, nekako tudi glava začne malo drugače gledati na šport, tudi sam ne gledam več samo tisti tekmovalen del športa, ampak probam uživati v vse stranskosti športa, se pravi, ni to samo tek na dolge proge, ampak grem tudi turno smučati. Probam izkoristiti ta mlada leta, a ne, tudi za kaj drugega, ne samo za atletiko. Tako da mogoče so 27 kar dobra za šport. Veste, nekje sem to prebral takrat, da je, mislim, da je ravno tam pri 27 ne bi človek telesno, psihofizično bil tako v primu svojih mladih let, tako da zdaj si tam in letos boš požel vse tisto, kar do zdaj nisi. Čisto na hitro, par stavkov sem si tlej spisal, pa boš povedal, kje se lažem. Ok, profesor športne vzgoje, Klukca. Gimnazija Šiška? To je. Klukca, tam dela, tako da veste, če boste otroka tja vpisali, se boste s Klemenom dobili na govorilnih urah. Zdaj, atletiko se ukvarjaš aktivno že več kot, koliko, 17 let? Več kot 20 let, na pol Klukce, ker sem zajebal, pardon, 3-kratni državni prvak. Ok, tam sem šel preveriti, pa sem še malo googlal, ampak če piše na IF-u, pa drži. Tekel si 800 500, 3000, pa 2000 ovire, pa 3000 ovire. Pa reprezentant, ki je bil tudi na univerzijadi na Kitajskem. Ne tako dolgo nazaj, zdaj si tudi med drugim trener v AK Mengeš. To drži. Pa član Modrih dirkačev, sicer pa doma iz Postojne. Ja, res je. Vse drži. Vse, dobro, vsaj neki mi je ratal doslej, Klemen, 27 let si star, 20 let se ukvarjaš z atletiko. Zdaj nekaj ti je bilo položeno v zibko, kdo te pa je pahnil
tja ven na atletske steze? Deva tako začeti. Seveda družina in starša, ne, sta bila tista ključna, da sem se sploh začel ukvarjati s športom. Seveda, tako kot vsak otrok, sem tudi jaz želel najprej žogo brcati, ne. In sem se najprej včlanil v nogometni klub Postojna, potem pa malo smešna zgodba je, no, zaradi tega, ker sem prišel v slačilnico in nisem razumel skoraj večine tistih fantov, kaj so govorili, ne, sem nekako se odločil, da nogomet pa ni zame. Ker pa je oče bil kot mlad tudi tekač oziroma rad se ukvarjal s tekom in vedno, ko smo sedeli za mizo ali pa na kavču, je debata nanesla na nek tek, na neko dokazovanje in tako naprej, se me je mogoče to začelo malo prijemati in tako sem pristal na atletskem klubu v Postojni. Najprej seveda skozi telovadbo, igrice in tako naprej, do tega, kar sem zdaj. Nek tak konsistenten trening oziroma vadba, no, me je privedla do teh rezultatov. Zelo hitro se te je, bom rekel, očetovo nakladanje v njegovih super tekaških dosežkih prijelo že tako pri majhnih letih, ali kako si ga, ali je pretiraval, ali je bil res tako dober, da te je to navdušilo? Ja, mislim, v bistvu ne vem. Treba reči, da je znal oziroma zna motivirati posameznika, ne? In tudi mene je s tem, da jaz sem zelo tekmovalen človek, kot vedno bil in vedno bom. In je znal malo vršiti na ogenj, da mogoče, jaz sem tekel 601,35, valjda boš tudi ti, a ne? In tako se je začelo vse skupaj, no. Ampak ker, ne, sem jaz prišel v to atletiko in sem se začel dosti redno ukvarjati in pa resno. Sva z očetom potem čez 10 let, no, je bilo še več, ko sem začel trenirati tudi sam oziroma, ko smo imeli počitnice in sem treniral v Postojni, ker nisem bil v Ljubljani v šoli, a ne, in sem hodil na stadion in je šel oče valjda z mano malo, da me je spremljal in tako naprej. No, in ko sem se jaz ogreval in ni imel kaj delati, je rekel, bom pa jaz vtekel en krog. To je bilo kar nekaj let, sicer on ni tekel nič, a ne. In seveda ni mogel preteči tistega kroga brez pavze in ga je to tako pojezilo, da od takrat naprej se on in seveda tudi mami redno ukvarjata s tekom, tako da mogoče sem mu pa nekaj vrnil, no, za ona 1,35. Dobro. Zdaj pa teče daljše razdalje, ne vem, reče 10 več, manj. Ja, mislim, ustavil se je tam na 10, to mu je všeč. Dnevno oziroma tedensko gre ta odteč tako rekreativno zase, malo v gost, da se zdihata. Tako da mislim, da je dosegel oziroma dosegata tisto, kar je cilj atletike. Pri katerih letih si potem ti tekel hitreje kot 1,35 na 600 metrov? Ja, dobro vprašanje. Mislim, da se je to zgodilo v 7. ali pa 8. razredu osnovne šole. Mislim, da je bilo to državno prvenstvo za srednje šole v Mariboru, ki je še potekalo, za osnovne šole, no. In tam mislim, da sem odtekel 1,34 ali pa 1,35, niti ne vem več točno. Tako da takrat sem rekel, evo. Kakšna je reakcija dragega očeta? Ja, seveda je bil, mislim, za vsak rezultat, ali je to dober ali je slab, na koncu. Mislim, da so starši vedno ponosni, a ne, če so te nekam mogoče malo usmerili, kamor so tudi sami želeli, da greš. Tako da mislim, da sta oba dovolj zadovoljna s tem in z atletiko in pa s tem, da sem ga prehitel na 1,35 na 600. Pošteno, dokaj zgodaj. Povej mi, mislim, če si bil na tekmovanjih že kot 13, 12, 13, 14-letnik, kdaj so pa v tebi prepoznali potem talent, no, mislim, ali pa si ga sam razvil, ker jaz se spomnim, ali pa še danes spremljam, če to gledam malo to atletiko, saj marsikateri otrok gre v ta žlahtni šport, ampak da greš na neka državna prvenstva, pa se nekam plasiraš, pa moraš imeti neki več, te mora nek trener videti, poslati v klub neki gor. Ja, v atletskem klubu Postojna je bilo tako, da v bistvu smo začeli s kategorijami tam U14, da smo se začeli udeleževati na državna prvenstva. To je bilo seveda, mi nismo zdaj trenirali tako, kot mogoče nekateri mladi že zdaj trenirajo zelo resno, a ne.
vse je potekalo skozi neko igro, vendar je bila neka konsistenca in pa pač nek dolgoročni cilj smo imeli. V klubu se je takrat delali zelo dobro, tudi z mladimi in tudi pač dobili smo seveda od občine veliko financ in tako naprej, da je klub res lahko funkcioniral. Tako da v bistvu z U14 mislim, da sem prvič nastopil na državnem prvenstvu na Ptuju. Tam sem bil 5., to se spomnim, bil bi 4., ampak takrat mi ni noben povedal, da veljajo prsa, ne pa stopalo. Stopalom sem bil 4., ampak prsa pa so bila v zadnji. Tako da od takrat naprej pa sem se pa kar redno udeleževal v državnih prvenstv, bili so neki vzponi, bili so padci, ampak od takrat mislim, da sem vsako leto tekmoval v državnem. Zdaj, discipline, v kamor so te usmerjali, ok, sklepam, itak tek, ampak vsak, bom rekel, atlet ima nek razvoj, kar se teh dolžin tiče, sicer je včasih to odvisno tudi od trenerja. Tebe so na katerih razdaljah takrat potem mojstrili? To 400-800 je bilo tukaj drugega? V bistvu odtekel sem vse, od 60 do maratona do zdaj že. Tako da kot mladič sem pa začel nekje na, mislim, da 600 metrih, no to je bila tista disciplina takrat, ki je bila najdaljša. Jaz sem vedno želel najdaljše teči, zato ker nisem bil tako hiter, da bi konkurenčen bil, ne vem, na 60 ali pa na 300. Vem pa, da sem veliko tekmoval tudi krajše razdalje, se pravi, če je bila le prilika, ker so bile razne te lige v dvoranah, tam pač ni lih 600 metrov in smo tekmovali tudi na 30 metrov. Mislim, da tam je bila najdaljša 300 metrov, tako čez palc. Tako da v bistvu tekel sem že vse. Najraje sem tekel najdaljše razdalje in če je kakšen trener želel, da kaj krajšega tečem, sem znal biti tudi zelo tečen, da nisem. Tako da vedno so bile tiste najdaljše prioritete. No, ampak si se potem v teh, rekel, mladinskih letih pa potem nekje še vsem zacementiral, 1500 jasno, pa ok, 800, vem, da si tudi še kasneje tekel, pa potem ovire, kako je šlo pa potem, ker ovire pa so nekaj specifičnega, ampak prijav do ovir mi malo še razložite pač srednje prograške, pa to razliko, ki mi jo kdaj kdo pove, ki je to treniral 800-1500, razlika med 800 in 1500 recimo. V bistvu razlika je velika, vsaj po mojem mnenju je 800 zelo anaerobna disciplina, torej dosežeš maksimalne acidoze v svojemu telesu, ki je težko, moraš še vedno 250 metrov priti do cilja nekako. Pri 1500 metrih in tle seveda igra veliko, se pravi, vlogo hitrost, pri 800 praktično je to podaljšan šprint. Na 1500 metrov pa že igra, se pravi, aerobika, neka vzdržljivost in se vidi, da pač tekači niso več niti tako nabiti, so lažji, seveda so brutalni rezultati, govoriva 3:30 ali pot, ki tečejo, to je tudi šprint, če sedaj pogledamo tako, ampak načeloma je pa največja razlika, ki jo jaz vidim med tema dvema disciplinama, ravno to, da je podaljšan šprint, kakor 800 metrov, se pravi res maksimalno, zelo težka disciplina. 1500 metrov je pa vseeno mogoče vsaj prvi krog, prvih 300 metrov nekako v nekem ritmičnem teku in ni takoj na nož. Zato je bila meni 1500 vedno bolj všeč. Ker na 800, če res nisi hiter, žal nimaš kaj početi več. Dober 800 metraž slovenski, v zadnjem desetletju. Mislim, najboljši je 800 metraž je Zihar Žan Rudolf, Ki je zdaj... Ima tudi državni rekord, če vedno aktualen. Prav. 1:45-80, nek tašenga. Mislim, Žan teče 447, naprimer, kar pomeni, da je izjemno hiter in tisti fantje, ki pa tečejo 1:43-800, so pa verjetno na en krog še toliko hitrejši. Res je brutalen. Ta svetovna atletika je šla v nebo, med zvezde. Ti rezultati so divji. Zdaj, boš rekel, za nekega sorazmerno dobrega atleta, je danes že ujet ženski rezultat na 800 metrov, najboljši na svetu, kar, ti si, tvoj najboljši rezultat na 800
je? Ja, jaz sem kar dobra baba. 1,57. Mislim, da je bilo 1,57 nizkih. Torej, bil bi tam konkurenčen, v diamantni ligi bi bil konkurenčen, ne vem pa, če bi zmagal. Mislim, da ne bi. Mislim, to je kar, mislim, moraš občudovati, no, potem, ne vem, a ni to Horvat, ki teče tam po 2 minute, a ne? Ne, to so zelo dobri rezultati. No. Če gledava tudi v preteklost slovenske atletike, ne vem, kdaj so dekleta tako konsistentno tekla okoli 2:0 ali malo pod. Ok, seveda so bile izjeme, kot je Čeplakova in tako naprej, ampak žal zdaj pa teče ene par punc nizkih 2:05. Se pravi, nek preskok se je naredil tudi v slovenski atletiki, v teh srednjih progah. Tudi med dekleti je pa ta preskok, mislim, da še malo večji kot pri fantih. No, če so pri tej temi, čemu to pripisuješ? Ker je večja konkurenca, ker je več kvalitete tam zunaj, ker se je pač zbralo toliko deklet, ki so prej ušle v kakšne druge discipline, zdaj ravno tu? Mislim, jaz pripisujem največje, se pravi, zakaj je do tega prišlo, seveda pogojem oziroma materialu, ki se je spremenil v zadnjem desetletju, pa tudi načinu treninga. Mislim, da se je način treninga v zadnjem desetletju močno spremenil. Včasih je veljalo, da lih na temu pragu, med anaerobnim pa aerobnim se nikoli ni najbolj zadržati, se pravi, ali delaš počas, ali pa delaš maksimalne treninge. Nekaj vmes, te samo utrujaj veljala, brez veze tisto delati. Zdaj pa, ko se dela naprimer ta threshold varianta, pa mislim, da je ta ključ, ta način treninga, da se tu vse skupaj izboljša. Seveda je pa tudi pripomoglo boljši življenjski standard, se pravi, atleti imamo oziroma imajo res dobre pogoje, če tako vzamemo. Okay, zdaj, če gleda v Sloveniji, seveda stadioni ali pa tako naprej niso optimalni, ampak si pa lahko privoščimo, da gremo v tople kraje, da naredijo treninge kvalitetne in tako naprej. Zdaj, če so pri tvojih treningih v tistih, najstniških časih, kako pa je to izgledalo? No, recimo, mogoče kdo posluša še mladec, ki danes trenira, pa si rekel, 10 let je dolga doba, treninški protokoli so se ful spremenili, ampak vseeno, recimo, če se spomniš zdaj za 10 let nazaj, kakšne treninge pa si ti kot nek srednje prograš takrat, recimo, počenjal? Ja, če jaz gledam iz svoje kariere, bi rekel, da dostikrat sem delal napačne treninge, oziroma bil sem, tako kot večina mladih, ki v nekem trenažnem procesu zaupaš trenerju in pač delaš tisti način treninga, ki ti ga tisti trener prepiše. Ni pa nujno, da je ta način treninga najboljši. Dostikrat tudi trenerji, mislim, da zato, ker pač imajo svoj ego, ne želijo trenirati tako, kot trenira tamle Lojze na 3. progi, ampak pač bom treniral tako, kot treniram jaz, mislim, da je tako dober. Ampak mogoče kdaj bi bilo fajn, da bi se tudi trenerji malo pogovorili, pa mogoče eno drugega vzeli kakšne pametne treninge, smernice in tako naprej, ker se mi zdi, da Slovenija ni toliko velika, da ne bi mogli malo bolj sodelovati, kot sodelujemo. Zato jaz v svoji karieri mislim, da sem treniral nekaj časa oziroma kot pionir, deva tako reči, ko sem v Postojni treniral, je to bilo veliko na neki igri, ni bilo veliko kilometrov, to je bilo vse skozi neko igro, smo pripeljali do nekih tekaških izzivov. Potem pa sem šel na gimnazijo Šiška kot dijak in potem tudi prestopil v atletski klub Olimpija, kjer pa so se treningi začeli sicer malo bolj meni takrat profesionalno oziroma bolj razlikovalo se je od Postojne prej. Mislim pa, da takrat sem veliko več delal nekih šprintov, nekih maksimalnih obremenitev in mogoče zanemaril tisti del, v katerem sem mogoče malo večji talent. Se pravi, v neki vzdržljivosti. Seveda sem dvignil maksimalno hitrost, ampak nisem pa imel tega aerobne vzdržljivosti, da bi lahko to maksimalno hitrost popeljal na višjo raven. Zato mislim, da bi lahko, če tako gledam za nazaj, bi spremenil svoj način treninga. Tudi mogoče ne bi šel k kakšnim trenerjem in tako naprej, ampak to je preteklost, mislim, da se je moglo tako zgoditi. Zdaj sem tak, ker sem, mogoče zaradi tega. No, ja, zanimivo, kar si povedal. Ja,
takrat, ko si šel potem k Olimpiji, si kaj presedlal, potem pa zdaj že na daljše proge. Kako? Ali si še vedno vztrajal na 1500, pa se ne vem, enkrat na leto mogoče spustil desetko, pa pol odlaufal še kakšen daljšo razdaljo, drugače si pa vztrajal na stezi kot srednjeprogaš? Ja, v bistvu zelo takrat vztrajal kot srednjeprogaš. Enkrat letno, in to je bil Ljubljanski maraton, da se je zgodila neka daljša razdalja, vse ostalo je bilo krajše od 3 kilometrov, zato bi celo mogoče rekel, da bi mogel takrat narediti kakšen trening več ali pa tudi kakšno tekmo na daljši preizkušnji, zato da v bistvu, da se mladostnik sploh vidi, kakšna je razlika med nekimi kratkimi distancami, krajšimi ali pa daljšimi. Mogoče se tudi lažje najdeš potem, kaj ti bolj paše, kaj ti ne, kakšen način treninga, mogoče tudi potem se pogovoriti s trenerjem in tako naprej. Ta komunikacija vadeči pa trener mora biti na nivoju prijateljstva, ne sme biti avtoriteta, dolgo nič, pa potem varovanc, ker tle ne bo uspeha. Najboljši atleti so vedno pri tistih trenerjih, ali so babice, detki, ali so očetje pa matere, ali pa neki zelo dobri prijatelji, celo partnerji, pri dekleti. Zanimivo. No, sam tole moram dejansko vprašati. Zdaj si rekel nekaj, kar bo kdo pač zašilil z ušesi, pa rekel, joj, ampak imamo cel kup primerov, ko se potem sinovi in očetje na smrt skregajo, so na sodni, pa imaš cel kup primerov, ko se može in žene rekel, skoraj da ločijo zaradi tistega trenažnega procesa, ali pa da so očetje do hčera preveč avtoritarni, pa niti ne avtoritativni in tako naprej in tako nazaj. Zdaj si pa ti povedal, da posebej ta vez morda prinese več rezultatov, kot pa da bi nekdo od zunaj prišel pa z neko, naj si bo disciplino, naj si bo svojim pristopom iz človeka nekaj naredil. Zanimivo. Ja, mislim, seveda, ljudje smo drugačni, eno od drugega, ni nujno, da tebi paše isto, kar paše mene, ampak mislim, jaz sem prepričan v to, da odnos mora biti prvič na nekmu spoštovanju, zgrajen, ampak vseeno na nekmu takmu prijateljskem odnosu, ker v primeru, da imaš ti trenerja, ki zahteva od tebe, da je on nad tabo, in se ti tudi počutiš tako, kot da si v podrejenem položaju, potem izvajaš treninge tiste kot vojaka. Se pravi, on da trening, ti narediš. Ok, lepo, super, ampak mogoče kdaj treba tudi malo se pogovoriti, reči, jaz sem utrujen, ne morem tega treninga, lahko ta trening prestavim, ne vem. Govorijo o dvosmerni komunikaciji, Seveda. Sodobnejši pristop k treniranju kot pa včasih, kot praviš, vojaška disciplina, tja se je šlo, to se je naredil, mirna Bosna, najbrž si dal te, bom rekel, tudi take trenerje čez, ki so zahtevali neko poslušnost, pokornost. Sem dal take trenerje čez, pa tudi vidim, da še vedno nekateri ti trenerji trenirajo na isti način, kot smo mi trenirali, in mislim, vse gre naprej, tako kot gre tehnologija naprej, gre tudi način treninga naprej, in treba je ostati v stiku z novimi metodami treniranja in tako naprej, mogoče se tudi malo izobraziti, seveda, kdaj je težko iti izven svoje cone udobja, ampak če se želiš ukvarjati kot trener, mislim, da je fair, da daš tistemu, ki ti zaupa, maksimum, in ne zato, da dobiš ali finančno podporo, ali pa mogoče živiš na starih lovorikah. Zato mislim, da bi mogli tudi trenerji malo več komunicirati en med drugim. Mislim, da tle ni nobene težave, če nekoga vprašaš, zakaj to dela, pa da ti on iskreno pove, da ti vrže neke bučke, da ne bo slučajno on tvoj boljši od njegovega. Mislim, da sem se z Rudolfom to pogovarjal, pa še s kakšnim od atletov, ki so v tem športu že nekaj časa, pa vsi znajo priobčiti, da v Sloveniji je, ali je naša majhnost, vsako kopa svoj vrtiček pa ljubosumno skriva, svoje recepte, ki morda niso nič posebnega, ampak Bog ne daje, da bi se to kaj šeralo, pa delilo, ne vem, kakšne imaš ti izkušnje, moče tudi širše, ali pa spremljaš to sceno, mislim, kaj pa lahko danes za božjo voljo še skriješ, to vsi vemo, kako Jakob Ingebrigtsen trenira za božjo voljo. Popolnoma strinjam, zelo težko je karkoli prvič skriti, drugič pa večina atletov v Sloveniji trenira na istem stadionu, v istem prostoru. Še to, tako. Ja. Zelo težko je potem skriti
način treninga, a ne, ali pa Čestitam. karkoli. Meni ni težko pritisniti štoparce pa videti, kaj oni delajo, ampak se mi zdi neumen, a ne, ker je čisto preprosto. Če te zanima, greš, vprašaš, če dobiš odgovor, mislim, pošteno je, da dobiš odgovor, ampak žal ta naša majhna Slovenija trenutno še ne funkcionira na ta način, ampak upam, da se bo izboljšalo, no. Mogoče pa rabimo tudi mlade trenerje in tako naprej. No, mislim, to si lepo povedal. No, zdaj, evo, to moram pač pol vprašati, a ne, zdaj, Klemen, si športno izobražen, imaš ogromno izkušenj, ukvarjaš se, z otroci, pa ukvarjaš se z rekreativci, pa si rekreativc, pa si atlet, pa okrog sebe imaš cel kup ljudi z vseh tega športa. Mislim, ti si, idealen trener, bodoči trener, ki bi se z atletiko lahko profesionalno ukvarjal. Kaj meniš? Menim, da mogoče sam profil, da bi lahko bil, ustreza temu, ampak mislim, da se pa ne vidim v tem trenerskem delu, da bi želel, ne vem, se res maksimalno posvetiti trenerstvu, zato ker biti trener ne pomeni biti trener 2 uri na dan, a ne, ampak biti trener 24 ur, pa 7 dni v tednu. Torej, pač treba je neprestano razmišljati, biti neprestano vpet v ta trenažni proces, biti v interakciji z svojim vadečim in tako naprej. Trenutno sicer izvajam trenerstvo in se res tudi pač trudim s tistimi, ki jih imam, ampak da bi pa se z nekom XY vpel v trenažni proces, pa želel biti kot profesionalni trener, se pa trenutno ne vidim, no. Trenutno delam v šolstvu kot profesor športne vzgoje na Gimnaziji Šiška, kjer je to, mislim, da za vsakega difovca meka. Imamo odlične pogoje in tudi delo z mladimi športniki mi je všeč. Še bolj všeč mi je pa to, ker niso samo zgolj iz rokometa, nogometa, atletike, ampak je to vse mešano in s tem tudi vidiš različne pristope, tako se pravi trenerjev, kakor tudi otroka, ne, dijakov, dijakinj. In zaenkrat mi to odgovarja. Treniram v atletskem klubu Mengeš, tako kot si že omenil. Letos tudi prvič treniram otroke, prej sem imel samo rekreacijo tam. In seveda mi je zelo všeč, ne. Nekaj novega, všeč mi je, ko vidim, kako mladi napredujejo, kako so bolj zagreti ratali in tako naprej. Ampak v prav profesionalno trenerstvo pa mislim, da ne bom šel nikoli. Pošteno si, iskreno in pošteno si to povedal, sicer star 27 let, bog ve, kaj se je že zgodilo v 20 letih. To je res. Ja, to je res, mislim, pa koliko znanja bo še pridobil pristopov, pa kaj sem še vse naučil, najprej moraš še na sebi še kakšno stvar preizkusiti, definitivno. Morda, pod črto, če so že pri tvojih mladih letih, tebe so že pri 13 letih Ljubljano poslali odlaufati na Ljubljanski maraton 10, ko jaz vem, da še otroške teke imajo, pa dijaške teke in tako naprej, ampak ti si 10 že takrat odbil po lastni želji ali zato, ker so rekli? V bistvu sem jo odtekel, seveda po lastni želji, ampak spet je bilo v ozadju, ker mi je bilo všeč teči z tistim trenerjem iz Postojne, ker smo veliko v sobotah hodili tako rekreativno teči skupaj kot dolgi tek in tako naprej, ampak mi je bilo to všeč in ker se je on prijavil, sem se potem tudi jaz, ne. Se pravi, spet je se pokazalo to, če si ti zgled nekomu mlajšemu, dober zgled, bo potem mogoče prišlo do tega, da bo tam mladostnik, otrok razvil nek čut do tega športa, ne. Se pravi, saj ni nujno, da bomo vsi svetovni prvaki pa olimpijski prvaki. Važno je, da ta šport gojimo skozi življenje, pa tudi če tečeš potem čez 30 let maraton 3 ure pa pol ali pa 4 ure, tam ga, ne, velikih pa ne. Mogoče bolj zaradi tega, no, tudi te dolge teke sem takrat rajši tekel, glih iz tega vidika, ker mi je bilo fajn, malo smo se pogovarjali, bil si utrujen, ne, jaz sem zelo rad bil utrujen in to je to. Kdo bi dejal, da so še to premlada leta za take dolge razdalje, po drugi strani pa 10, 13 let, pa to danes vendarle nič ni takega, posebej, če si že tako ali tako v tem športu, kaj ne? Ja. Mislim, da seveda, če ni to nekega pretiravanja v treningu, ne vidim težave, da 13-letnik teče 10 kilometrov
po svojih zmožnostih. Nihče ga ne sme sicer siliti, da mora čist celih 10 km teči, ampak jaz mislim, da ni nobene napake, če jih preteče. Ja, se strinjamo, ker smo imeli včasih debate, pa ko smo še organizirali kakšne dirke, pa itak po nekih pravilih, moraš biti polnoleten ali pa vsaj 15 let star za 10, in potem so starši klicali naš, pa pri 12 pa bi 10 lahko ali levo, desno in tako naprej. Seveda, kaj rečeš, najprej povprašaš, za kakšnega otroka gre, ali trenira, ali je v tem, ali ima željo, ali ima mama željo, ali ima ta željo, kdo bi, zato ker bi šli vsi skupaj, ja, pa tam malo ga vidiš, da že na štartu gledaš kilasto, pa rečeš, no mogoče pa to ni njegova ideja, no vsem veliko primerov ni bilo takih, da se razumemo, ampak ponavadi so bili taki, so bili sposobni in so si želeli. No, in škoda bi bilo otroku to odreči, če mu je to pač veselje in to že sam večkrat dela pač na svojo pest. Pred leti sem tudi sam, ker sem bil še otrok, šel nočno 10 teč, pa mislim, da nisem bil 13, ali pa okoli 13 leta sem bil star. Ja. Zakaj ne? Se strinjam. Mogoče pa tudi, ja, mogoče pa tvoj foter tudi takrat klical, pa sem jaz rekel, kdo? Vilhar? Ne mu bo, ajde. Sej tema, sej ne bo noben videl. Tako. No, tako da ja, se mi zdi, mislim čist, da ne bomo jih prestrašali kogarkoli, jasno je, da vsi pač nimajo te želje, večina 13-letnikov nima pač želje teč 10 km, nekateri jo pa imajo in so sposobni to narediti in hvala Bogu, če jim to da veselje potem do gibanja, pa to nadalje, tako kot si rekel, pa enkrat prelaufati maraton, mogoče, zakaj pa ne. Klemen, nekaj mi povej, tega podatka pa nisem nikjer zasledil, ta tvoja tranzicija na stadionu, da si videl pač uno luknjo tam, pa si rekel, jaz bi pa enkrat probal skakati čez uno oviro, a si gledal po Kenice, ki so šli prvič pod 8 minut na steeplechaseu ali kaj, no zakaj steeple se mi zdi pa, mislim, hiter moraš laufati, ampak vsakih nekaj 100 metrov moraš pa prekiniti si ritem, pa bog ne dej, da se spotakneš, kaj šli na vodni oviri, pa sej mokro, pa čevlji, nisem noro, steeplechase, Klemen. Ja, začelo se vse skupaj tako, da smo na treningu veliko ovir delali, v ogrevalnem delu, se pravi veliko nekih vajc, kar je super za motoriko, koordinacijo in potem pa ta sam način teka oziroma prehoda ovire mi nikoli ni predstavljal nekih resnih težav, tako kot eni pač, ker ni to gibanje naravno, meni pa je bilo mogoče celo malo všečno. In potem, valjda za 400 metrov ovire, žal prepočasen, pa ni, daljših razdalj na ovirah in steeplechase sem pa pravzaprav vanga sem vršil kot, mislim, da mladinec, sem pa dosti gledal teh posnetkov na YouTubu in tako naprej in vem, da mi je ostal v spominu tisti posnetek iz svetovnega prvenstva, ki se pravi Kenic zmaga brez čevlja. Aha, ok. Ker se mu je sezul in sem rekel, takrat sem si rekel, Madonna, to bi pa tudi jaz probal. V Sloveniji sicer ta steeplechase vedno taka, bi rekel, eksotična disciplina, vsi pravijo, da steeple tečeš, pol nisi nikjer dosti dober, zato tečeš steeple, to velja. Žal pa je sama disciplina zelo lepa, neka drugačnost je, se pravi, sam tek ti lahko rata kdaj tudi dolg cajt, seveda se matraš pa tako, pa začneš uživati v tem, da se matraš pa tako naprej, ampak pri steeplu je pa še to, da ti neka, se pravi, te ovire zapreke ti dajo svoj ritem. In če ta ritem ni dober ritem, ker če greš, potem se konča lahko grdo. Tako da ne vem, meni je bilo vedno všeč to, da je nek drugač, pa je voda vmes, pa je za gledalce abstrakcija pa tako naprej. Zato sem pristal v steeplu, pravzaprav, lik zaradi tega, ker sem pač delal veliko ovir in mi je bilo to vedno tako, všečno. Mislim, kako treniraš vodno oviro na treningu? Evo, predstavljam si, da tam pač ni vode not, ali pač je voda not, ali je to na suho vse, daj mi to povej. Ja, to so kar težave, zaradi tega, ker na začetku so na Žaku mi napolnili bazen, ker sem bil še pri Olimpiji in so mi šli na roko, tako da vedno je bila voda ali pa vsaj malo vode, ampak dostikrat oziroma v večini
ta luknja, ki je za vodo, puša in se pravi, voda steče ven, ne, tako da se pravi, oni jo enkrat nalijejo, ampak če greš ti drug teden, da boš spet delal, ti morajo še enkrat naliti. In to je tako, vedno težavno bilo, no, zaradi vode, zato vodo sem zelo malo treniral, vedno. Zdaj pa, odkar sem v Radovljici, mi gre pa zvone zelo na roko. Kadarkoli ga pokličem, imava že cel gasilsko, kar tam v skladišču, ključ za odvit hidrant in lepo vedno nafilamo, kadarkoli pridem, nafilamo vodo in pač odtreniram. Mislim pa, da sama voda ti lahko dosti da ali pa lahko dosti vzame, ne? Če se ti bojiš iti tako tekoče čez ali pa na eno nogo, ne, celo, tudi preskočijo jo, ne. To je sploh fenomenalno videti, ne? Pa da se potem ne utopijo. Ja. No, se eni se skoraj. Ampak ja, načeloma je bila težava v tem, no, da niso nafilali oziroma da je bila vedno nekoga je bilo treba prost. Zdaj pa moram potrkati, da imam super pogoje glede tega, no. Meni je vodno oviro najboljše trenirati. Mislim, ne takrat, ko so neke distance, ampak če se dela samo voda, je vrhunsko. Mislim, nekaj drugač, malo te osveži, niti vroče. Fajn je delati to poleta, ne lih pozim. Tako da ja, no, vodna ovira je, mislim, da vodna ovira je tista, ki da stiplu neko noto, da ni sam navadna zapreka. Mislim, ja, jaz si ne predstavljam. Jaz sem tu videl enkrat na Kranjskem stadionu postavljeno oviro, ni bilo vode noter, ne, ti sem si ogledoval z vseh koncev in sem rekel, čakaj, s kakšnim zaletom bi jaz tole mogel zdajle zajahati oziroma doskočiti in tako bi mogoče še skočil gor, potem bi strmoglavo noter, sploh si nisem predstavljal, kako to mora izgledati. Povej mi, kako, mislim, to se mi zdi bolj zahtevno kot troskok, recimo, a ne? Mislim, cel kup enih korakov moraš prav izvesti, pa potem pravilno pristati, pa ne. Ja, mislim, iz začetka je težava, ker imamo dominantno nogo, ne, in vedno lovimo to dominantno nogo, da pristaneš v bazen nanjo, da ne slučajno na nedominantno, ker potem je kolaps. Zaradi tega je pol to mencanje, pa prilagajanje pred oviro in tako naprej. In ni prav poredko, da se ljudje prav ustavijo, ne, ker pač ne pridejo na nogo in ne bom šel čez na drugo nogo, no. Tako da jaz imam to srečo, da sem pa sicer se naučil na malo grd način in sicer na eni tekmi sem prehajal celo tekmo na drugo nogo, nisem imel druge izbire, kakor da pač grem čez. Prvič je bilo malo čuden, drugič sem skoraj padel in tako naprej. In na koncu tekme sem si rekel, pa dobro, sej, bo pa šlo, a ne. Tako da, ja, mislim, je zahtevno, ni pa sedaj, če se ne bojiš, je to veliko lažje, no. Če se bojiš, potem ti zna predstavljati veliko težavo, neka vodna ovira, zato ker sama luknja pa ovira je dosti visoka, ne, 91 centimetrov in potem imamo še skoraj 3 metre te luknje. Se pravi, tisti, ki jo preskočijo, morajo skočiti 6-5 metrov. To je pa že dober rezultat v daljini, ne. Tako da jaz vedno skočim na njo in potem čez jo pretečem. Mislim, ja, to so res nori prizori. Mislim, tam se dirke dobivajo, zgubljajo, tam se dogajajo dramatične stvari, ljudje se vkopljajo. Se je tebi zgodila kdaj kakšna resna, bom rekel, poškodba ali pa kakšen zaplet, ko si ob vodi potem v vodo padel, pa se nisi mogel ven spraviti ali pa kaj? Ne, moram trkati. Nisem še enkoli na vodi, sem vedno, mislim, da je voda tudi tista, ki pride tekmovalec najbolj sfokusiran na njo, zato ker je nekaj drugačno in si rečeš, Madonna, tle ne smem zafrkati. Dogajalo se mi je na to, da sem na zadnji oviri, ki je pa ponavadi tista, ki si rečeš, konc je, ne, ampak ni. Dostikrat zapel, pa padel v ribco, pa tako naprej. Ampak prav na vodi, da bi pa prav padel, nisem nikoli. Se mi je pa zgodilo, na primer na tekmi, ko smo šli v gužvi čez, ne, da pade nekdo pred tabo, da ga zahakla, da pade, da naredi preval noter v vodo, a ne. To se mi je zgodilo, ker potem tudi ti sicer nimaš več druge možnosti, kakor da pač greš, kakor da ga ni, a ne. Ni pa lih prijetno, ker ne veš, kje se on nahaja, ali ga boš pohodil, ali boš skočil nanj, kaj bo, a ne. Tako da vedno je nekaj zanimivega, vedno se nekaj dogaja. Dej povej, koliko atletov pa trenira to, recimo, disciplino zdaj v Sloveniji zadnja leta? Prej je bil Boštjan But, če se ne motim, zdaj pa
mislim, razen tebe, ne poznam nobenega tako resnega atleta, najbrž jih je več, sej državno prvenstvo, pa ki se veljajo tam tablice so, sej vas je vendarle več, ampak Ja, načeloma sama konkurenca trenutno v Sloveniji članska je ni, no. Mislim, je zelo krnjena. slaba oziroma ne odločajo se za to disciplino. Ne vem, mogoče tudi trenerji nikoli ne vpeljejo v ta smisel treninga, ovire in tako naprej. V Krki vem, da fantje tečejo stipel, tako da imamo nekaj podmladka zelo obetavnega. Jaz upam, da bo tudi skozi leta ta disciplina malo bolj zaživela tudi v Sloveniji. Konec koncev naš državni rekord Boštjana Buča je zavidljiv, a ne? In s tistim rezultatom bi bil na evropskem kar finalist oziroma kar blizu medalje. Ziher finalist evropskega prvenstva. Do sab 9 še, mislim, 2 sekunde se sliši, 2,5 se sliši veliko, ampak, mislim, malo, ampak je to najbrž veliko, a ne? Kljub vsemu. Ja, tako je, ja. Jaz nekaj časa sem imel rezultat 9:30 in kar ni šlo boljš in ni šlo boljš, potem pa je prišel trenutek, ko pa sem tekel 9:9. Pa ne vem, če sem kaj dosti spremenil v treningu, tako da mislim, da se morajo stvari poklopiti in tudi zdaj, valjda, ja, lovim ta sub 9, a ne? In si želim to, ker v Sloveniji že nekaj cajta ni nihče tekel pod 9 minut, ampak mislim, da se more pač, nič ne moreš na silo, more se poklopiti, more priti tekma, tudi ta je težava v Sloveniji, da pač tekem trenutno ni in je treba tekme iskati v tujini, tako da vse skupaj potegne za sabo, če si tako kot jaz, tudi zaposlen in tako naprej, je mogoče kdaj težje najti neke optimalne pogoje in pa tudi tekmovanja za doseganje nekih rezultatov, ampak sem prepričan, da pa letos, da pa pade 9. No. Letos bi bilo dobro leto za SAP 9, pa za SAP 2:30, ja, pa spet za SAP 1:10, pa take stvari. Mislim, ti si, sem gledal, hecen, sem rekel, tako blizu, čisto na vseh teh takih, rekel, magičnih mejah, ne, čisto blizu, ne, pa sem rekel, to ga moramo vprašati, ne, ko laufaš, pa na maratonu še prišla, ne, in najbrž pogledaš na uro, najbrž se ti je kazalo, tako kot je Ljubljani kazalo, da bo šlo pod 1:10, pa za vraga, pol greš v Valencijo, pa a bilo, mislim, a ne, a je mal, a si mačken slabe volje, ali kaj? Slabe volje niti ne, mogoče bolj ti da misliti, ne. Vseeno vlagam nekaj cajta in pa treningov in tako naprej v ta šport, valjda si želiš nek preboj, da je videti, ne. Ja, tako kot si omenil, na polmaratonu v Ljubljani še vedno lovim pod 1:10, ja, ratel mi je v Palmanovi 1:9:40, ampak ni uradno bilo, ne. Spet je ta težava, ne. Ne vem, niti se ne obremenjujem toliko s tem, ali pač mi bo ratel, sem prepričan, da mi bo, ampak ali 1:9:59 ali pa 1:10:10, čisto iskreno, imamo kaj več od tega, nimamo, ne. Neko notranje zadovoljstvo je, to je pa vse. Ja, to je tako, kot Kenijci, ki laufajo 2:03:59, so 2:03 maratonci, pika, konc. Ja, tako. Tega ti ne more pač noben vzeti, 2:04:00 si 2:04, 2:53 si 2:03, dio, a ne. Tako da, mislim, ja, tako da je, ja, sej meje so, te meje so za to pa so pač posebne in magične. Zdaj, tvoja glavna disciplina, glede na to, da si pač, ja, najboljši steeplchaser v Sloveniji, pa še zmeraj imaš, napreduješ vsako leto, zdaj si kakšne sekunde še dol porezal, tudi lansko leto, je to tvoja glavna disciplina ali kako? Ja, trenutno je še, ja. Letos si želim še nastopiti na tem ekipnem evropskem, ki bo v Mariboru. Tako kot sem že omenil, želim pod 9 minut v tej sezoni, mislim, da bo ratel. Končno tekmo v Sloveniji! Ja, tako, mislim, je neki drugačen občutek, seveda. Upam, da bojo tribune polne, upam, da bojo pač ljudje prišli to pogledati. Vseeno je nek tak velik dogodek, ki ga v Sloveniji že nekaj cajta nismo gostili. Je pa res, da
Se pa zelo, zelo rad udeležujem cestnih tekov, tako da v prihodnosti se bolj vidim na cesti, kot kar na stezi. Se pravi, po 30. Tako je. Ta prvi se čim bolj približaš buču, narediš tiste kljukce, potem pa sam še cesta. Preden, greva v Radolco, še malo, mislim, to tvojo kariero, prej si rekel, ok, Postojna, potem si preskočil v Ljubljano, se vmes še ustavil v kakšnem klubu, pristal pri Olimpiji, dokler pač nisi dopolnil 20-21 let, ja, potem pa, kar naenkrat začne pri Vilharju pisati Aker Radovljica, Ta preskok me tudi zanima, zakaj pa Radovljica za božjo voljo, Kje pa si našel Gorenjsko? Ja, pravzaprav vsa zgodba se je začela s tem, da sem rabil neko spremembo, da v Olimpiji žal nismo našli več nekega skupnega jezika, v tem, da bi karkoli lahko sodelovali, pač žal ni bilo več trenerja in tako naprej. V Radovljico sem pa našel po zemljevidu. Pravzaprav moje dekle tudi trenira v Radovljici, oziroma je članica atletskega kluba Radovljica. Ravno tako je ona šla iz Olimpije, sicer par let pred mano v Radovljico. In sem nekako poznal tudi delovanje tega lokalnega kluba. Sama Radovljica je zelo lokalen klub in mislim, da delajo dobro za mlade, za atletiko in tako naprej. In vedno mi je bilo všeč, ker sem bil navajen mogoče tudi s Postojne, da so ti odnosi malo bolj tako, kaj pa rečem, ne vem, tako bolj na vasi, Se pravi, da ni pristni, okay, ja. tako, ja, bolj pristno, da ni težav s kakšno komunikacijo, da ti ni težko koga kaj vprašati in tako naprej. In potem so se začela ta pogajanja oziroma ta pogovori, mogoče pa če bi res, pa loh, pa tako naprej. In valjda so bili zelo navdušeni v Radovljici, v Olimpiji malo manj. In zato sem potem prestopil s kar nekaj težav v Radovljico. In zdaj sem zelo, zelo vesel, da sem v Radovljici in imam kar dobro podporo, moram priznati, da mi klub stoji zelo ob strani. Boš rekel, da v Sloveniji tudi, težko prestopaš med klubi, če si atlet, ker te kaj vežejo pogodbe, te kaj drugega, To se je slišalo skoraj tako, ko še Dončića so lažje dali v LA Lakers, kot pa Vilharja spustili z Olimpije v Radovljico. Ja, v bistvu sem imel res težave, zaradi tega, ker nobenih pogodb ni bilo, Ja, oni so rekli, da sem podpisal pogodbo, ki je nisem. Vsako leto ti dajo to, da si član kluba za podpisati in tako naprej, ne za članarino in te zadeve. Valjda tam v drobnem tisku je izgleda tudi pisali neke anekse, jaz ne vem. Nihče ni bral tega drobnega tiska, kot otrok pa sploh ne, pač prideš tja, podpišeš in greš, No, in potem se je začela težava v tem, da bi mogel izplačati neko kvoto denarja, ki pa pač nikoli ga nisem dobil, oziroma ne razumem, zakaj bi kaj izplačal, če nič nisem imel, In takrat so celo na Atletsko zvezo je bilo zamaknjen ta prestopni rok zaradi mene, ker pač ni šlo čez, niso me spustili, to je šlo tako, tudi že na odvetnike in tako naprej. Bila je kar težava, ampak na srečo so mi, tako kot sem že prej omenil, v Radovljici tudi pač glede, zaradi tega imam tak res prijeten odnos z njimi, ker so mi takrat res dosti pomagali. Šli so mi na roko s tem, da so tudi stopili v akcijo glede komunikacije z odvetnikom, ker sem dobil izvršbo in tako naprej. In na koncu je vse dobro išlo, Na koncu je tisto, kar je bilo, itak ni bilo nič pravnomočno in je vse padalo v vodo in tako da sem jaz, hvala Bogu, lahko prestopil v atletski klub Radovljica. Noro. Kdo bi si mislil, da se tudi na tem, mislim, to si bil, koliko si bil, takrat si bil star, koliko, čez 20 let? Ja, okoli 20, mislim, 21. Noro, mislim, res noro, kot da bi šlo za milijonske zneske. Tako, ja, kot da sem bil dolžan milijone, ampak. Neverjetno, ampak v Radovljici si našel pa drugi dom, praviš, so te sprejeli z odprtimi rokami, čeprav si bil steeplechaser, s katerimi nisem imel veliko izkušenj, kako? V bistvu nisem imel nobenih izkušenj, ampak sej trenerja imam iz Tacna, Boštjan Novak je moj trener načeloma, tako da večina treningov upravljam v Tacnu, Policijski akademiji,
tako da sem se tudi umaknil iz Ljubljane čist ven. Ja, se pa trudimo, no, da vsaj takrat, ko je stipel oziroma trening stipla, da se vozimo v Radovljico, kjer pač nam omogočijo vodno zapreko, druge zapreke in tako naprej. Tudi klub je kupil zapreke, tako da imam dobre pogoje, no. Se je še kdo navdušil nad stiplom zdaj pol v novi sredini zaradi tega, ker Vilhar pa ima tam zdaj, da bomo samo zaradi njega postavljali, ne gre še kdo drug probat. Ja, v bistvu so bili res, mislim, so nekateri mlajši, ki opažam, da tečejo sicer čez spuščene ovirce, ampak vem pa, da tudi en let nazaj, mislim, da je član mladinc bil v reprezentanci, no, izbran kot tekač čez zapreke, tako da mogoče pa sem nekaj doprinesel klubu, no. Tako da, hvala Bogu. Naj živi in se razvija Steeplechase v Sloveniji. Ja, to, bravo. Evo, bravo, Klemen, ne. Vrnimo Steeplechase spet dobro ime, pa res sem prav vesel, no. Prav vesel sem, da sem te dobil, ker z nobenim drugim se o tem ne morem pogovarjati, ker noben druga tega ne počne. Spremljaš velika tekmovanja, si spremljal lanske olimpijske, recimo, a ne, pa tisti padec Etiopice, joj, grozen je bilo. To je spet ta zadnja ovira, ker sem izguba zavesti in tako naprej. Ja, kakorkoli je lepa disciplina, zna biti tudi zelo nevarna, tako da pač to vzamemo v zakup, ne. Ti je kdo v tej disciplini tako globalno všeč, zdaj zadnje leta, Al-Bakkali dominira, recimo prej je to kenijsko falango znal dobro razbiti, no, tako naprej. Imaš ti kakšnega omiljenega ti atleta, rekel, od zdaj ali pa od kdaj prej, da ti je res pri srcu, pa si ga rad spremljal ali pa ga spremljaš? Ja, pravzaprav Al-Bakkali mi je tak res všečen stiplaš, a ne. Sicer seveda ta stipel je zelo afriški. Pač, ne vem, najboljših 10 ali pa 15 rezultatov je pač Afričanov, a ne. Tako da zato mi je mogoče še toliko bolj pri srcu, da je Maročan, a ne, in da ni čist črn in mislim, saj nič narobe, ampak tako, da vidiš, da lahko, da se da ni zdaj res tisto, kar nekaj cajta veljalo, da so pa črnci superiorni, da belc ne more biti konkurenčen in tako naprej. Ni to čist res, a ne. Nujno mora potem pokomentirati, če ženske, tam je to majčkeno še bolj raznobarvno, če lahko uporabljam to besedo, pa vse zadnje, a ne, če imam zdajle najboljšega stiplaša v Sloveniji, imel sem tudi najboljšo stiplašico, sta se kaj z Marušo Mišmažla družila, izmenjala kakšne izkušnje in tako naprej. Ne, v bistvu nikoli, no. Mislim, Maruša Mišmaš je itak next level glede tega, ne. Ona je pač svetovna klasa v stiplu in tako naprej. Sicer sva izmenjala kakšno besedo in tako naprej, ampak nikoli pa nisva bila v neki komunikaciji glede treningov ali pa česarkoli, no. Mogoče pa bova kdaj, zdaj, ko bo mamica polka, bo se vrnila na tekaške steze in tako naprej. Dobra ideja, no. Ja, lejte, prvo tebe spravimo na 8,35, polno spravimo pod 9, a ne, kar je zdaj pač nek svet igral pri ženskem stiplu, če greš pod 9, si pač pa kandidatka za medalje, recimo, nekaj takega, no. Daj se v naslednje olimpijske čez 3 leta, pa pol, recimo, ja. No, ja, še nek cajt, a ne. Ravno prav, ja, dete bo tudi že potem dosti veliko, ja, tako da, LA bo zanimiv, Steeplechase res zanimivo, moram enkrat, če bom kdaj šel mimo Radovljice, se tam ustaviti, pa pogledati, kako to izgleda v živo, no, to bi res enkrat. Rad bi videl to v živo, no, nisem poskusiti, ne upam, bi pa to rad videl v živo. Tako da v Radovljici praviš, je v redu, treningi, s trenerjem ti si njega kaj podučil, on tebe. Ja, v Radovljici je super, tudi s trenerjem, z Boštjanom zelo dobro sodelujeva, tudi v tej skupini v Tacnu, zdaj so mlade, mislim, mladinke, no, punce, ki so čisto navdušene nad stiplom in tudi dobro tekmujejo, tako da nekaj zaledja je. V Radovljici pa ja, v Radovljici je tudi to super, da je pač, tako kot sem že prej sva začela snemati omenil, velikega vodjo, ne, Jani Mulej z modrimi dirkači in
pač pride prav, oziroma mi je zelo všeč, kdaj sodelovati z njimi, zato ker so prilagodljivi, jaz sem načeloma tudi zelo prilagodljiv in potem ni problem združiti kakšne treninge in narediti pač dober trening. Ja. Skoraj 1 uro so rabila, da so omenila Janija Muleja. Ja, to ni dobro, to ni dobro. Jani, ja, govorila so o tebi veliko pred začetkom snemanja, tako da ne boš mislil, da te šparava za na konc. Si danes že tekel, Klemen, to te nisem vprašal? Sem ravno kar, preden sva začela snemati, sem prišel, ne. To je to, tako se dela, tako se pripravi na tale podcast. Zdaj, ja, prideš v Radovljico, treniraš pa v Tace in tako naprej, treniraš tam, potem neobhodno se potem srečaš z lokalnimi matadori, ali kako, kje ste se zvohali, kdo je koga povohal, kje ste se našli, recimo, ok, ti si pač imaš neko afiniteto do tega, da bi tekel, pa si tekel na cesti, pa si ugotovil, da kot atlet, si dober, ampak da so tam zunijeni pa rekreativci, ki so tudi kar dosti dobri, ali kako? V bistvu ne vem, če bi lahko rekli kar rekreativci, profesionalci. Zaradi tega, ker zelo dobri Jani in pa druščina zelo dobrih tekačev. Ne vem točno, kako smo se zvohali, vem pa sam, da na začetku se spomnim, da je bilo državno prvenstvo v dolgih tekih v Radovljici. Takrat nas je iz atletskega kluba Radovljica teklo 5 ali 6 celo. In vem, da takrat me je Jani kar dobro nabil. In v bistvu je še vedno tekel na stezi boljš, kot sem jaz do zdaj tekel na stezi. No. Tako da, potem sem mu mogel sicer to vrniti, tako kot sem očetu, sem mogel tudi Janiju. Tako da imava neprestano rivalstvo, pozitivno, tudi zdaj na maratonu me že zbada non-stop. Ampak pač on ne ve dejstva, da sem opustil. Tako da... Tole, Jani, zdaj je pa kar malo zabolela, ne? Ja, to je super. Ja, ne, super, no. Tudi zdajle, ker sem prej omenil iz treninga direkt, po dolgem času smo se spet podružili. Zdaj so atletski klub modrih dirkačev tudi pod Atletsko zvezo, uraden klub, tako da mislim, da delajo zelo dobro in sem prepričan, da bojo klub dvignili na neko višjo raven. Izjemno je to, no zdaj, domicil modrih dirkačev, zdaj Radovljici, ali so oni vse slovenski, ker vidim, da tekači se pridružijo tej ekipi tudi z drugih koncev, no, tudi vidim kakšnega ultraša, recimo Tomažina, mislim, da sem nekje videl, pa še kakšnega mladca, kdaj zraven pobašete in ste tako zvrstna druščina, ki ima očitno kar ambicije. Ja, v bistvu mislim, da njihova ambicija je dvigati te dolge proge na višjo raven. Imajo mentaliteto, da pač vsak lahko trenira in pa se že nekako prilagodi tako, da je skupina velika in pa da na koncu se vsak naredi optimalno zase. Tako da načeloma pa sam klub ni iz Radovljice, no. Sicer Jani je, mislim, da začetnik tega, pobudnik, no, te skupine, ampak mislim, da pa Luka Ljubič v Grošupljem ima sedež kluba, no, tako da... Aha, on je zdaj pod siva eminenca. On je, ja, predsednik kluba oziroma glavni. Tako da, ja, se pa poberejo tekači iz celotne Slovenije, no, kdor želi, nima, mislim, da nobenih nekih vstopnih točk in tako naprej. Pač. Ja, nobenih kvalifikacij ni za modre dirkače. Ne, nobenih norm. Enkrat prideš na trening, vidiš, da ne moreš, pa itak ne prideš več. Ja, tako, ne? Tako, ja. Kakšen trening ste danes delali, recimo? Danes smo naredili 6x2 kilometra. V kakšnem ritmu? V ritmu 3:15. Tako da, dober trening, no, zelo dober trening. So kar našpičeni. Kakšna dirka zdajle, razen pomladni tek na Jesenicah v planu? Kam se pripravljajo fantje? Ali pa se pripravljate? Ne vem, pravzaprav. Jaz trenutno zase vem, da ne bom tekmoval dvoranske sezone. To je bolj zaradi maratona, pa da se lahko v miru pripravim na poletno sezono. Tekmoval bom na državnem prvenstvu dolgih tekih, to že vem. Pa sem prepričan, da tudi kakšno cestno varianto bom izbral zdajle v pripravljalnem obdobju. Vseeno pride prav kdaj, da malo noge pretegneš, a ne?
Kdaj kje je državno na stezi, praviš? Konec marca je, mislim, da pa je v Velenju, ne me pa čisto za besedo imati. Imaš discipline že, si prijavljene, kje boš vse nastopil, na katerih? 10 kilometrov bo to, tako da ostalega pa ne vem. Vem, da bom potem poleti, preden bo ta pokal evropski, si najdel ziher ene 2 ali pa 3 tekme v tujini za preke. Potem pa pričakujem letos nočno desetko, ne. Mislim, pričakovanje ne kar ostane. Ja, ne bova nič zdajle v nobenemu jemala veselja, pričakujte, pričakovanja so zmeraj lepa stvar. No, tako malo samo bova namigant. Potem pa Ljubljanski maraton polovička. SAP 1:10, ja, to so že rekli. Tako je, pač te malenkosti. Zdaj, tele tekme na stezi, ok, si to moraš vse sam poiskati, to klub poišče, kako to zgleda? Ne, vse sam, no, večinoma, oziroma z dekletom. Klub tle pač ne more zdaj za vsakega nekaj poiskati, a ne. Tako da najlažje, da to sam, sicer pa klub ti potem pomaga finančno oziroma ti nudi nek support na ta način, no. Tekme se pač poišče potem v koledarju Svetovne atletske zveze in če prideš zraven, prideš, če pa ne, pa iščeš naprej. Aha, tako, v bistvu potem ti moraš neko prijavo, da ta klub te prijavi in potem je to akceptirano, ali kako? Ja, v bistvu se sama, ne, v bistvu sam stopiš v kontakt z glavnim tega mitinga in potem na podlagi tvojega rezultata te sprejmejo ali pa rečejo pač žal, da je skupina premočna in ne prideš zraven. Ampak te druge variante, če izbereš miting nekega svojega dometa, ne lih najboljše lige, ni, no, se pač pride zraven, skoraj vedno. Si uspel s svojim tekom kdaj že ujeti kakšen evro zaslužiti celo? Ja, sem. Prav milijonov ne, a ne. Ampak na stezi bolj malo, na stezi sem, mislim, da enkrat ali dvakrat dobil neke denarne nagrade. Na cesti pa že večkrat, no. Mislim, da na cesti je tudi, kako bi rekel, večja podpora lokalne skupnosti, no, in je lažje mogoče dati tudi kakšno nagrado, mislim pa, da bi lahko tudi na stezi dali oziroma naredili ta način nagrajevanja malo boljši. Ja, na sami, se pravi, cestnih tekih pa sem dobil parkrat, no, neka sredstva. Kje pa se v Sloveniji da na cestnih tekih zaslužiti? Dajva malo reklame narediti za tiste, ki imajo dejansko nagradni sklad, pa se jih zdajle spomniš, evo, da imajo razpisanih 100, 200, 300 evrov morda in tako naprej. Dobro, poleg Ljubljanskega maratona je atlet, se pravi v Mengšu, denarna nagrada za rekord proge. A tudi tam, ki si Puharja nabil? Tako je. In na koncu si rekel, sploh nisem razmišljal o rekordu proge, hvala za denar, dajte mi se. Tako. Potem, se pravi, nočna desetka, so tu dobre nagrade, dobimo, takrat so bili čevlji, mislim, da čisto. Ja, kakšne hokice, kaj takega? Ja, čisto super. Kje je bilo še kaj? Se pravi, ko sem pozabil, Bog pomagi, v Postojni. V Postojni je tudi nagrada, ponavadi ali denarna ali pa z nekimi boni rešijo zadevo. Tako da v bistvu po teh lokalnih, še v Kobaridu, ko sem tekmoval, je bila denarna nagrada. Ti primorski teki ponavadi so skoraj vsakič dobre nagrade oziroma tudi finančno dobiš nekaj. No, mislim, zakaj pa ne? Včasih, v 80-ih so dobri slovenski atleti živeli od tega, da so hodili po uličarkah, po cestnih tekih v Sloveniji in širše, in predvsem širše, in pobirali denar. No, danes si tega ne predstavljamo več, ne, ker tako bi vse, če so že pri nočni desetki, koliko mailov smo dobili od, bom rekel, tretjerazrednih Kenijcev ali pa Etiopcev, ki so jih agenti ponujali za male denarne nagrade, ki bi jim izplačali, če bi zmagali, pa bi tekli po 30, ampak tega pač nismo želeli, ker smo rekli, enkrat bi pa lahko zmagal tudi Jani Mulej, no to mu ni uspel. Evo, a vidiš, a ne. Zdaj, to je mogoče edina stvar, a ne, ki jo Jani obžaluje, pa jaz tudi, a ne, da mu nismo tlakovali poti k zmagi, hecam se seveda, ne. Rekel, morate še organizirati, da bom jaz enkrat še poskusil zmagati. Mogoče pa res, Jani, ti kar treniraj,
kar treniraj. Največji uspeh, Klemen, tvoj v recimo mladinski konkurenci, a ne? Če sva že pri tem, a ne? Kaj je tisto, kar se spomniš, pa si na kar si res ponosen, no pa še zdaj rad poveš. V mladinski konkurenci sem prepričan, da nastop v državni reprezentanci. To je bil, mislim, meni je vedno čast obleči dres in pa vedno mi je nekaj posebenega. Tako da sem prepričan, da vse reprezentančne tekme, pa tudi če so bile slabe, vem, da v mladinski konkurenci sem enkrat na Poljskem, v Krakovu, tekmoval s Tipel in res se mi je Marija že prikazovala, ampak v bistvu, da bi prav rekel ena tekma, se ne spomnim, no, da bi rekel, ali pa nek rezultat ali pa karkoli. Bolj v članski kategoriji oziroma tej mlajši članski bi omenil, se pravi, ekipno evropsko na Poljskem, tisto, ne vem, 10. mesto, mislim, da. In pa definitivno meni največja tekma Kitajska, Chengdu, univerzijada, finale in pa na koncu 13. mesto. Tako da pač to je pa res ena taka izjemna izkušnja bila, ki ne bom nikoli pozabil. Ampak tam je bil cel zaplet, no, v bistvu, a ne, da si do finala sploh prišel, niti ne samo na stezi, še za eno mizo. Dej mi prosim, malo razloži. No, prvič me zanima kitajska izkušnja kot taka, potem pa še tista pritožba, pa tako naprej. Ja, na Kitajsko sva potovala oba, no, tako jaz kot Barbara. Oba sva tudi tekmovala in vse skupaj se je začelo tako, da sem jaz, najprej je bilo razpisano, da ne bo kvalifikacije, ampak samo finale. Na kar smo potem izvedli, da bojo tudi kvalifikacije. In kvalifikacije so bile na isti dan, kakor je imela tudi Barbara tekmo. Barbara je imela tekmo zjutraj in sem jaz pač kot pomožni trener oziroma kot njen trener tam šel seveda ji pomagati, kazal za let in tako naprej. In potem zvečer so bile moje kvalifikacije. 2 skupini kvalifikacije bilo. V prvi skupini, ki je bila rangirana rahlo slabša skupina, bi po času, sem prepričan, prišel dosti gladko naprej. No, v drugi skupini je bilo pa kar močna skupina in seveda žreb je mene butnil v to skupino. No, in pol vse skupaj se je začelo tako, da sem jaz skupino vodil, ker so pač začeli taktizirati in sem vedel, da na sam finiš bom težko, glede na to, da imajo po 20 sekund boljše rezultate. In sem jaz poskušal narekovati kar oster ritem, na kar mi je pač iz ozadja, sicer na koncu se je izkazalo, da je bil domačin, Kitajec, vhodil šprinterco in me sezul. Čisto sezul, pač šprinterca je odletela, tako da se bi mi malo ponovil tisti scenarij svetovnega prvenstva, da bi lahko boss tekel. Ampak žal sem se jaz začel obuvati, tudi uspešno sem se potem obul, ampak sem zgubil kar veliko cajta in potem, to je pa tipična napaka, ki jo nikoli ne narediti. Če loviš, lovi počasi, ne rabiš hiteti. Jaz sem pa pač ulovil to razliko v 200 metrih, se probal nadihati, ampak žal oni so začeli pospeševati, jaz sem pa umirati začel. No, na koncu sem prišel do cilja in valjda nisem prišel na Kitajsko zato, da ne bom dober tekmoval oziroma da bom se kar predal, zaradi tega, ker me je nekdo sezul. Nisem izdelal to tako pošteno, no, in sem res vložil takrat pritožbo. Bil sem prepričan, da pritožbe ne bojo odobrili, zaradi tega, ker tudi tam na unih pogovorih, ki smo bili, niso hoteli niti slišati. No, in pol, valjda za pritožbo moraš dati 100 evrov. V primeru, da se pritožba odobri, ti teh 100 evrov vrnejo. In to so imeli potem naslednji dan, finale bi bil pa potem čez 2 dni. No, in hvala Bogu, drug dan mene kliče, zazvoni telefon zjutraj in so mi pritožbo odobrili, 100 evrov tudi vrnili. In potem se je začela pač priprava na finale. Sama izkušnja finala je bila nekaj izjemnega, ker pač sama univerzijada, to je dogodek kakor neke mini olimpijske igre. To je olimpijska vas, vsi smo športniki v istem kompleksu in tako naprej. In potem tudi samo finale pač te predstavijo, taka procedura, mislim, za doživeti, ne. Samo finale sicer ni bilo lih najboljše, spet so začeli taktizirati, sam sem vedel, da prvič sem bil rahlo poškodovan zaradi tistega, ki me je pohodil, pa tudi nisem bil
že v kvalifikacijah, ne vem, ali mi ni ustrezal ta kitajski zrak, ali jaz ne vem, en teden prej na Balkanskem sem še vedno dosti dobro vtekel, potem pa ker se ni, ne vem, nisem mogel, no. Tako da sem vodil ponovno finale do zadnjih, kaj pa vem, 800-600 metrov, ko so pa začeli navijati. Ritem, no, na koncu nisem bil zadnji, tako da bil sem 13. Mislim, da pa v finalu nas je bilo 15, tako da sem izpolnil še en cilj, no, da prva univerzijada je bila v Napoliju in tam nisem se uspel vrstiti v finale, no, zdaj pa sem se, sicer pač po pritožbi, ampak mislim, da je bilo čist prav narejeno. Ja, zgodovina bo beležila Vilhar 13. mesto v Chengduju, pravi si svoje superca, čestitke za nazaj, komaj da še 2 leti ni od tega, joj, tako mlad si še, zdaj ne boš več šel na nobeno univerzijado. Ja, kot trener bom šel verjetno letos, ker moje dekle še vedno aktivno tekmuje in trenutno sem tudi njen uraden trener. Tako da bom šel letos kot strokovni štab. Bravo, mislim. Vilhar ne morate, Vilhar si zasigural. Kam se potuje, Klemen? V Nemčijo. Ajde, ni toliko eksotična. Ni toliko eksotična, ampak dober. Kitajsko hrano imajo, pa je, tako da boš, ja, skoraj ne kitajsko. Kaj pa, ste uspeli kaj videti, mogoče Chengdu pa okolico, ste se mogoče lahko spoznali kaj z lokalnim okoljem? Ja, mislim, zdaj sama Kitajska oziroma sam Chengdu je izjemno lepo mesto bilo. Nisem pa čisto prepričan, da ni bilo to umetno narejeno vse skupaj ta lepota, ker so nas tudi peljali na razne te izlete, ampak to je bilo vse res high level, nobenih smeti, nič, ne, vse ful prijazni ljudje in tako naprej, no. Tako da sam Chengdu je meni ostal v zelo lepem spominu. Potem sva pa midva izkoristila to, da sva že na Kitajskem in sva šla 3 tedne potovati sama ven iz olimpijske vasi in tako naprej. In sva pač predelala od Šanghaja, Pekinga, Zhangjiaja in tako naprej. In sva, oziroma že prvi dan sem jaz doživel kulturni šok, ker sva pač šla slučajno po eni ulici do tržnice in na tisti tržnici je viselo marsikaj in tudi zelo take prijetne vonjave so bile, ne. Tudi gužva in to, ampak potem pa, ne vem, po 3 tednih v bistvu sem se kar dobro navadil te Kitajske, no, tako je zanimiva, ne bi živel tam, je za pogledati, tudi verjetno na kakšen maraton mogoče nekoč, ne, Šanghaj. Čez 2 leti bo Šanghaj, pa je maraton major, tako da ja. Ja, res je. Tako da Šanghaj je zelo lepo mesto, no. Midva sva bila v Šanghaju, mislim, ta infrastruktura in tako naprej, to je izjemno velike stavbe in imam pozitivno mnenje o Kitajski, no. To je to. No, to je to. Jaz tudi ciljam, da, ja, če ne prej takrat, ko bomo z majorsi morda šli tja to zadevo obiskati pa slovenskimi tekači, ki bodo hoteli imeti 9. zvezdico, pa bomo ta kulturni šok doživeli. Zadnjič sem videl en video na Instagramu, ja, da zdaj v trgovinah že na Kitajskem plačujejo samo dlan prestaviš, ne vem, prepozna že rekel, tvojo dlan kot unikatno, pa ti trgajo z računa, mislim, noro, s tem, da pri nas še kartice ne delajo povsod, ampak ja. Tako, ja. Pustimo zdaj ta detajl. Klemen, poleg, ja, še ena stvar, no, mora omeniti, ne, poleg tega, da si na stezi pa na cesti dober, tudi državni naslov v krosu imaš, mislim, tisti človek, ki ga lahko daš tudi, ne vem, hlode preskakovati. A so bili kakšni hlodi, takrat enkrat sem videl fotko, ali bilo z Murske Sobote, ko so mogli preskakovati hlode, to še? Leto je, 4 postavijo. Ta kros v Murski Soboti je meni zelo, zelo všeč, ker je v bistvu, jaz mislim, da je en izmed lažjih krosov, ki jih lahko tečeš, zelo hiter kros, ampak ne tako ostane. Ja, državni prvak v krosu sem, v kratkem krosu in pa potem tudi večkrat sem bil drugi, no, ker je sicer vid Butolin boljši, v dolgem krosu. In pa državni ekipni prvak z Radovljico, enkrat z Janijem Mulejem, drugič pa z Miklom oziroma Andrejem Miklom lani, tako da 2-krat zaporedoma.
Žal letos tretjič bo težko, zato ker sta šla oba v drug klub in sta zdaj modra dirkača, ne. Tako da to je, ne, Ja, brat. mislim, zdaj boš ti mogel dobiti enega z Radovljice, pa se bo AK Radovljica udarila z modrimi dirkači za naslov. Ja. Tako. No, ja. Bom pa, da vidimo, jaz bom stave pobiral. Sem se že odločil tako na državnih prvenstvih. Imaš kakšno ljuboti šteješ zmage, no? A šteješ zmage, ki jih dosegaš tako na manjših, večjih, kakršnikoli dirkah, cestnih, stadionskih, to imaš vse preštet, delaš statistiko, medalje zlagaš, pokalčke. Mislim, medalje zlagam, pa spravljam, pa tako naprej. Sicer doma v Postojni imam v sobi prav narejen za pokale in medalje, ampak da bi pa štel, to pa ne. V spominu mi ostanejo taki trenutki, kot je na primer takrat drugo mesto na nočni desetki. Tisto je bilo sladko, ker sem Janija v finišu prehitel. Potem polmaraton v Palmanovi mi je ostal v lepem spominu, tudi Ljubljanski maraton vsako leto je nek izjemen dogodek. Tako da bi pa tek trojk, ne, Seveda. ko smo zmagali, to je tudi tak dogodek, ki pač ostane v spominu. Da bi pa rekel, da štejem zmage ali pa štejem uvrstitve, to pa ne, no. Ker se mi zdi, da če uživaš, pa si zadnji, je to več vredno, kot če ne uživaš, pa si prvi. Ja, to ti tle podpišem. Sem videl toliko tekačev, se po 6 urah maratona Prešerno smejali, pa toliko tekačev, ki so se po 3 urah, nam rekel, jokali, ampak bentil. Tako da imaš prav. Dejansko se lahko marsikaj naučimo od enih in drugih. Tako. In zdaj, če so pri maratonu, Klemen Vilhar je slej, ko prej mogel priti na maraton. Sicer zdaj, ne marsikaterega rekel tekača na stezi, bi kakšen trener, klub malo omejeval pri tem. Če si ti nek aktiven srednje progaš, ti še tečeš vedno 1500 sem ter tja, pa 3000, 5000 in tako naprej, bi rekel, ajde maraton, zdaj maraton terja pa malo več dolgih tekov, pa malo več, rekel, prilagojenih zadev, ki morda ne grejo skupaj s treningom na stezi in tako naprej. Pa vendarle, si tle, bom rekel, suveren in samostojen, da to se sam odločaš oziroma se posvetuješ, da potem tudi, ne vem, prvi del sezone je bolj na stezi, pa drugi bolj na cesti ali kako. Ja, v bistvu sem začel ugotavljati, da mi bolj paše, da tisti jesenski del namenim cesti, pa da odtečem neke cestne teke, kot je Ljubljanski maraton, pa letos Valencija. Pa potem ta zimska sezona meni nikoli ni bila neka prioriteta, no. Zato, ker pač ni pogojev, da bi se res lahko pripravil, pa tudi same tekmovanja oziroma količina tekmovanj je manjša, ne, se pravi, težko izberaš. Mislim, moram spet potovati, pa glede službe to pač ne gre, no. Tako da potem pa se rajš pripravim na prvi del sezone na stezo in potem spet grem na cesto. Ne vem, tako sem se navadil. Za maraton je bilo nekaj takih skeptikov, no, a sem se prav odločil, a se nisem prav odločil. Tudi Boštjan mi je parkrat omenil na ta način, no, da naj se mi ne mudi, da se bo prišlo, pa tako naprej, ne. Ampak jaz sem to idejo v maratonu razmišljal že kar 2 leti, no. Vedel sem, da ga bom prej ali slej odtekel in vedno je bil moj moto odteči ga takrat, ko si dober, ne takrat, ko ne boš dober, pa boš si rekel, mater, takrat bi pa ziher lahko boljše tekel, ne. Tako da mislim, da sem izbral dosti dober timing, ne čutim nekih posledic tega maratona. Ja, mogoče ti pade motivacija potem za tek, pa za neko treniranje, ampak sem si vzel lepo cel december fraj in tekel sem takrat, ko mi je pašalo, drugače nisem tekel, sem počel druge stvari, užival v drugih stvareh. Tako da mislim, da bom šel kmalu še na kakšnega. To ti gre v male možgane in se razraste v celem telesu in potem si maratonc. Ja, pečen in kuhan. Plan, ko si se pripravljal in potem šel v Valencijo, je najbrž bil v glavi, če ne tudi na papirju, izdelan. Tja se gre po toliko in toliko, tako taktično zastavimo, to tako prilagodimo. Kakšen je bil plan? Sam plan treninga je bil kar dovršen, no. S Boštjanom sva se tudi usedla, s skupnimi močmi nekaj napisala, naredila. Seveda je bilo pol veliko prilagajanja zaradi marsikaterih zadev, življenjskih in tako naprej. Ampak
želja je bila maraton teči blizu ali malo pod 2:30. In seveda pa se nisem vedel, kaj se jaz podajam. 21 je neki, ne? Ampak maraton je pa nekaj drugega. In te dva, to sta čist druga aspekta športa oziroma disciplin. Tako da načeloma v maraton sem se podal, spet ta Jani Mulej, ne? Ker sem si enkrat zagovoril na enem intervjuju, da si želim prvi maraton teči z Mulejem, ne? Ker veliko polmaratonov so skupaj utekla in vedno so utekla dosti dobro. Je tudi on zagrabil ta maraton, spet je bila neka stava v igri, ampak ne z njim, ampak z mojo punco in dobila me na levi nogi in je rekla, da ne upam se prijaviti na maraton. In sem rekel, da se upam in sem se prijavil tisti večer na Valencijo. In potem pač vrah je odnesel šalo, treba je bilo nekaj narediti. Treningi so se začeli, iz začetka so vsi bili, pa deja bo šel to 30, ko teč, pa te 35, ko pa 35, pa ne mi delati sam 25 km in tako naprej, ne. Ampak sem šel čisto postopoma, tudi nisem neki pretiraval na kilometrih, da bi rekel, da sem pa zdaj delal 130, 150 km. Jaz ne morem, no, da bi imel tako kilometražo čez teden, ne gre. Tako da sem potem šele na koncu, najboljši trening, bi rekel, da mi je dal največji zagona, je bilo 14 dni pred maratonom, sva naredila z Mulejem 32 km v ritmu, a ne. Že nekaj let ugotavljam, da meni paše, da naredim treninge v ritmu, v tempu, tekme in tako naprej. In takrat sem si rekel, Madonna, pa se to bi pa mogoče šlo, a ne. Res, da sem zanemaril teh zadnjih 10 kilometrov, a ne. Ajde. Ajde, no, to bomo pa že pol stisnili, ja, tako. Ja, no in lih teh zadnjih 10 kilometrov se je potem izkazalo, da je to najbolj zanimivih. V bistvu, ker meni Jani rekel, da se maraton začne po 30, sem si jaz mislil, da je stari, kaj govoriš. Ali da se začne tisto v sekundo, ko poč pištola. No, ampak res, do 30 načeloma pride kakšna kriza, taka vmesna, ampak ni pa zdaj to, da bi rekel, da boš zahodil ali pa da bo ful težko, da se bo spraševal, ali bo šlo ali ne bo, ne. Tako da ja, no, maraton je bila zame zelo dobra izkušnja. Naslednji dan sicer malo slabša izkušnja, ker nisem mogel jih dobro hoditi po štengah. Ampak me je impresioniral, no, tako da bom šel še. Mislim, šel si na enega najbolj fascinantnih in najhitrejših maratonov na svetu, v mesto, ki je, pa rekel, noro med navijači, med ciljno ravnino, ki ni para, ne, to je res, kad je plaval po vodi, mislim, neverjetno, kdo je bil tam, to ve. Do kdaj si bil na SAP 2:30, do katerega kilometra? V bistvu, to gladko, kakor mi je šlo najprej do 27 kilometra. Potem na 27 kilometru mislim, da sem imel prvo manjšo krizo, ampak bolj psihično, ker mi je reklo v glavi, shit, ne, še vedno imaš ful za preteč, ti si pa zdaj že kar malo utrujen, ne. No, ampak seveda z rahlim nerganjem Janiju Muleju in tako naprej, sem se uspel pripraviti, da sem šel naprej in potem ni bilo nobenih težav. Potem pa na 32 kilometru sem se počutil tako dobro. Res sem rekel, Madonna, zdaj bom pa letel še bolj, ne. Takrat je pa Jani prišel v krizo, takrat sem jaz naredil mogoče manjšo napako, ker je on meni rekel, ti kar pet naprej, jaz ne morem, ne. In valjda jaz naiven, oziroma pač na izkušenj nimam, ne, z maratonom sem valjda pospešil, sicer ne veliko, ampak toliko, da sem bil, še vedno sva bila v ritmu 2:28 midva takrat, ne. 2:28 visokih, pa 29 nizkih, no. No, in jaz sem pospešil na kar čez kakšen kilometer pa pol, 2, tam pa enemu 34 kilometru se je začelo nekaj v telesu dogajati, pa nisem bil prepričan, da sem kdaj že to doživel. Kar enkrat je vse skupaj ratalo zelo težko in sem kar tako malo, tempo ni nič ratval hitrejši ali pa počasnejši, sam v telesu so se začeli neki sistemi odvijati, ker sem bil sam tako, Madonna, kaj se dogaja. In na kar Jani Mulej, stara lokomotiva, pride mimo, ne, in takrat je vzel željo po teku. Ampak ne, načeloma, no, takrat od 35 naprej sem pa zelo trpel.
Takrat sem pa prišel v neko tako vzit, bi lahko skoraj rekel, ne čisto, da bi me porezal, ampak kar nisem mogel, trudil sem se, tempo je padel, bolj sem se trudil, tempo je še bolj padel. Tako da Jani je šel tam naprej, jaz sem pa si sam govoril, ti sam teč, ne se ustaviti, ne se ustaviti. In tu v Valenciji, tako kot si rekel, en izmed najboljših maratonov, najhitrejših, je zgledal, da so pač vsi jim padali. Ne, to je bilo, pač res ti vzamejo željo po teku. No. Je pa cel tek, ki se mi je zdelo, da me sam prehitevajo, da jaz nobenega ne pridem. In na koncu sem potem zadnji kilometer sicer, ker itak prideš tja na uno preprogo, tisto, sploh ne veš, da tečeš. Vedel sem, da me tudi gledajo, sem rekel, Madonna, zdaj moram vsaj malo dobro zgledati, sem stisnil še tiste zadnje metre in potem v cilju. To je bil trenutek take sreče, da sem pač rekel, Madonna, to se res splača še kdaj iti. Čez 30 sekund sem si že drugače govoril, začni hoditi. Tako da maraton, no super, Jani me je počakal v cilju, potem smo se tudi malo podružili. Oni so sicer leteli tisti dan že nazaj, midva sva ostala še par dni, tako da sem tudi Valencijo malo si ogledal in izjemno lepo mesto. Ima cel kup prestižnih tekaških dogodkov, desetkov, polovičko maratonov, vseh so padali svetovni rekordi, no polovička ravno lansko leto, ne, desetkrat tudi že večkrat. Vem, da Slovenci cenimo to destinacijo, ker je tudi umeščena tako začetek decembra, da ti ni treba poleti preveč trenirati, lahko jeseni, pa vse ostale dirke uporabiš za pripravo na to in res super, no. Mogoče se jaz letos tja spet podam po nekaj letih, pa bi se mogel pripraviti, no, coach Vilhar, dajte mi na svet, ne. Zdaj, jaz bolj malo treniram zadnje leto in pol, pa vem, da bi še lahko stisnil do 50 svojega telesa, pa vendarle sem si zastavil en izziv. No, pravzaprav sem si ga s kolegom Matejem enkrat po zimi, ko sva tekla, 5:30 sva uspela skupaj spraviti na kilometer na 10 okrog Brda in sva rekla, letos do konca sezone mora iti pa po 40, so se vsi režali, mi da sva pa rekla, bova že našla kakšno skrivnost, no, coach Vilhar, recimo, ne, en trening od vas želim slišati, ne, ki ga moram počenjati enkrat na teden, da bom, ne, mogoče mal laktatni prak si dvignuje, ne, pa majčkeno VO2 max pojačal, pa da bom zdržal tistih 40 na kilometer, tam se veš, kje na Brdu, ja, ki si ga že gotovo večkrat odlaufal. Jaz sem doživel tudi en poraz proti Janiju. Ja, en tak prijateljski nasvet je, da mogoče enkrat na teden se srečati z Janijem in bo svet kar naenkrat lepši. Če pa se malo dotakneva načina treninga, je pa v bistvu najpomembnejše, mislim, da se dela tempo enkrat na teden ali pa enkrat na 10 dni, da greš v ta tempo, se pravi 4:10, pa 4:5, mogoče rahlo hitreje, pa narediš interval daljši, se pravi dokaj udoben, še ne vem, rečeva 4 kilometre, potem pa razdeliš naslednjo razdaljo do 10 ali pa mogoče podaljšaš na 12 na intervale in pa na isti ritem, kratko pauzo. Na ta način mogoče telo malo adaptiraš na ta ritem, no. Seveda pol ta tempo, prvi del se povečuje in probaš pač priti čim bližje razdaljine. Nekje 2/3, če jo pretečeš, potem na tekmi ne bi smela biti težava. Prav, ker si mi vzel vso voljo do teka letos. Hvala, Klemen Vilhar. Ubil si me, čist me ubil 4:05. Ja, bom probal jutri odtečen kilometer v tem ritmu, pa ne pač izpluvati pljuč, spet po dolgem cajtu. Vem, kako se teče 4:05, sem dolg, že nisem tega počel. Ampak, mislim, sem rekel, če te že imam, Klemen, tukaj moram iz tebe potegniti najboljše, ja, kar lahko. Stava, veš. Kar je, javno sem to povedal, kaj leto želim, zdaj pa da vidimo, če mi to rata, spoštovani in spoštovane. Klemen Vilhar je bil z mano in za konec ga bom še vprašal, tam po netu cel kup tvojih fot, kako premaguješ Roka Puharja, pa premaguješ Luca Zalokarja, pa premaguješ, ne vem, Mitjo Krevsa mogoče, no. Premagal si že marsikoga, no, koga še nisi, koga bi pa še mogoče rad premagal, ker si ekstremno tekmovalen, ne. Pa verjamem, da skalpe tudi rad zbiraš, ne, in ajde, daj mi povej, naštej mi slovenske tekaše, ki jih še nisi premagal, pa bi jih mogoče enkrat lahko, ali pa jih boš. Ja, Pa so aktivni seveda, da se niso omahnili, pa so ti odvzeli to možnost, ja. Mislim, nikoli še nisem premagal, pa mislim, da bi
bilo čisto fajn ga, kdaj ne. Kobeta nisem, pa tudi Krevsa tudi nisem. Nisi, ok, no, Ne. Matija, pazi se. Ta dva sta še, da nam pomote, ne, zelo dobra tekača in z razlogom jo je težko premagati. Vidim pa, da tudi Klaro Lukan ne bo več toliko lahko premagati, ne. Kako to komentiraš za božjo voljo? Koliko boljši osebni rezultat ima od tebe na petki? Na cesti sicer jaz še nisem tekel 5 kilometrov, no, tako da načeloma pa, če gleda iz stezo, jaz mislim, da sem stezo tekel okoli 15-10, nek tašenga, tako da brutalno, no. Kapo dol, nimam kaj drugega reči, res je izjemno dobro tekmovala in tekmuje. Ja, 14:45, to pa že izračunati je bilo malo težko, kar naenkrat. To je pa kar dober, mislim, ne, res dober rezultat, no. To je pa evropska klasa, no, ali pa svetovna, ali pa reče temu, kar hočeš, 14:45, še ni bilo toliko dolg časa nazaj, ko je bil to svetovni rekord pravzaprav na cesti, a ne, in res noro, no, povedal si, ja, kateri skal boš letos še osvojil, povedal si, kakšni so tvoji plani, za zaključek je še tvoja misel, recimo, ja, rekel si, rajš uživaš z leti, tudi v teku, se pravi, ne vem, če bi te vprašal, kje se vidiš, Klemen Vilhar, čez 10 ali pa čez 20 let, ko boš v mojih letih, ne, kot tekač, kot človek, ki ga tudi tek oblikuje, pa mi povej kakšno modro misel za konec. Kot tebe čez 20 let vidim kot aktivnega, športno navdihnjenega človeka. Mislim pa, da ne bom bil več toliko vpet samo v tek, no. Želja mi je sicer ostati fit in pa čim bolj, se pravi, biti aktiven tekaško. Ne želim pa pač, da ne bi probal tudi drugih športov, ne. Tako da čez 20 let sem prepričan, da bom tekaško še aktiven, tekmovalno ne več. Tako da vidim se kot profesorja športne vzgoje in pa nekega, kaj pa vem, trenerja rekreacije, treba reči tam. To si lepo. To mislim, da je nagrada, ki vedno daje, rekreativci, ki hvaležno prihajajo, pa napredujejo, pa lej, a ne. Jaz pa upam, da se midva srečava letos na kakšni tekmi, pa ne, bom rekel tekmovalno, ampak tako ob stezi, pa bi še kakšno povedal. V Ljubljani sigurno, pa še prej, kje, mogoče v Mariboru, evo zdaj si dal morda idejo, ja, tudi najnim poslušalkam, gledalcem in poslušalcem letos konec junija v Mariboru, ne, Evropsko pokalno prvenstvo, ekipno, veliko tekmovanje, Zalogaj tudi za Atletsko zvezo, ki ga organizira, pridite tja to pogledati, cvetober slovenskih atletov na 3000 metrov z ovirami na steeplechaseu, pa the one and only Klemen Vilhar. Super bo, Klemen, na tem mestu še enkrat hvala ti za čas, pa za tvoje super zgodbe. Jaz sem užival in sem vesel, da sem te spoznal takole. Jaz sem hvala tebi. Se vidiva, srečno in uspešno sezono, Klemen. Hvala, in se vidiva, ja. Upam, da čim prej.